Dragi bratje in sestre, tak je običajen pozdrav ob začetku nagovora pri mašah. Enako danes pozdravljam, saj se zavedamo, da le v pravi bratski, sestrski povezanosti lahko čutimo sporočila in vrednote, ki so nam svete. Tesno povezano z vrednoto ljubezni in povezanosti je hvaležnost. Brez hvaležnosti človek ne more veljati za kulturnega, vzgojenega. Danes nas povezuje spomin na umrla vojaka Miroslava Molka in Antona Žaklja, ki sta se vključila v boj za domovino v tistih prelomnih, usodnih časih pred 34 leti. Povezuje nas hvaležen spomin na vse, ki so sodelovali pri osamosvojitveni vojni. Nekateri so to plačali življenje. Kot narod smo Slovenci obstali skozi zgodovino, ki je bila velikokrat viharna in težka. Ohranili smo se zaradi neizmerne zvestobe, ohranili zaradi vrednot, ki so nam bile svete. Ozemeljsko nismo veliki, ogromno mest po svetu je po prebivalcih večjih od prebivalcev naše domovine. Vendar pa slovenski pregovor pravi: nihče ne ljubi domovine, ker je velika, temveč ker je njegova. Nismo veliki po številu prebivalcev, lahko pa smo veliki po vrednotah, ki so naš narod vedno delale velike. Izstopali smo tudi danes, čeprav velikokrat tega ni več tako opaziti, po delavnosti, poštenju, kulturi, zvestobi slovenstvu. Z osamosvojitvijo so se izpolnila stoletna pričakovanja. Ali smo res hvaležni? Ali znamo to ceniti? Spomin mi uhaja 34 let nazaj. Kakšna radost, kakšno veselje. Kako ponosno smo ob osrednji slovesnosti v Ljubljani povzdignili novo slovensko zastavo, simbol naše državnosti, slovenstva. Simbol, s katerim bi se moral poistovetiti vsak Slovenec, vsak domoljub. Prizorišče so takrat preletavala letala z zvezdo, simbolom tistih, ki nam niso priznavali tega, kar je naše. Trije simboli so, ki bi nam morali biti vsem sveti: zastava, himna, slovenski jezik. To so več kot zgolj samo simboli. Poudarjajo našo identiteto, našo ljubezen do domovine. Žalost me preveva, ko na primer danes zastave, simbola naše države in domovine ne cenimo dovolj. Ob državnih praznikih mnogi ne izobešajo zastav. Dovolili smo, da v tako imenovanem umetniškem performansu skozi izrezano zastavo gleda ženski nosečniški trebuh. Na mnogih dogodkih in proslavah je videti zastave z zvezdo, zastave nekdanje države, ki bi se jih morali sramovati, če bi bili pokončni, zavedni Slovenci. Ne, da bi jih bilo samo, da bi jih bilo treba prepovedati, izginiti bi morale same po sebi, če bi res čutili, da predstavljajo simbol in dobo časa, ki je nam in drugim narodom teptal demokratične vrednote, kot so svoboda besede, vere, kulture. Cicero je izrekel lepo misel: domovina je povsod, kjer je človeku dobro. Imamo domovino, ki je ni lepše na svetu. Domovino polno lepot, čudovite narave, kar je tako lepo izpovedal pesnik Zupančič. Čul sem, kako je zvenelo moje srce, sveta si zemlja,
in blagor mu komor plodiš. Z oljem mu lečiš razpokano dlan. Hodil po zemlji sem naši in pil nje prelesti. Ni samo lepota naravnih danosti, lepoto deželi dajemo njeni prebivalci. Zakaj potem toliko razprti, sovraštva, povzdigovanja na druge, izkoriščanja? Ali je to res potrebno, ko pa smo vendarle vsi tu za določen čas in bodo naši zanamci prijeli našo dediščino, vzgojo, vrednote? Če je domovina tam, kjer se počutiš dobro, bomo za dobro poskrbeli tudi tistim, ki bodo tu živeli za nami. Kljub vsem pomanjkljivostim, ali pa ravno zaradi tega, moramo ohranjati upanje. Nenazadnje smo romarji upanja, kot nas opogumlja letošnjo sveto leto. Ohraniti moramo zvestobo in hvaležnost vsem, ki so tlakovali pot naši domovini in nekateri dali zanjo tudi življenje. Kako uresničevati to pot? Odgovor nam daje tudi današnja Božja beseda, ki smo ji prisluhnili. Jezus v blagrih, v edinstveni ustavi Božjega kraljestva, blagruje med drugim tudi tiste, ki so krotki, lačni in žejni pravice, usmiljeni, čisti v srcu, miroljubni. Ali smo se jim pripravljeni pridružiti? Ali smo po besedah apostola Pavla z današnjega berila pripravljeni prevzeti usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, prenašati drug drugega in si odpuščati, na vse to pa obleči ljubezen? Hvaležni bodite, dodaja apostol Pavel. Resnično, iskreno moramo biti hvaležni za domovino. Hvaležni bodimo vsem, ki so ji polagali temelje, hvaležni za vse tiste, ki so jo ubranili, tudi pokojnima Miroslavu in Antonu. Hvala vsem državljanom, hvala vsem tukaj zbranim, hvala vsem, ki v srcu dobro mislimo. Bogu sedaj izročimo naše prošnje. Gospod, prosimo te za tvojo sveto cerkev, za papeža, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili zvesti oznanjevalci tvojega nauka. Gospod, prosimo te za naše državne voditelje, daj, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Gospod Jezus, razsvetli nas, da si bomo resnično želeli trdne edinosti in sprave med kristjani in med nami vsemi v domovini. Jezus, ti si vir resnične edinosti. Vsem, ki so se odzvali klicu domovine in so umrli med osamosvojitveno vojno, podeli slavo večnega življenja. Naj se kot kristjani trudimo za blaginjo in zdravo življenje v družbi, pa tudi za kritičnost, kadar se s prefinjeno lažjo oznanjajo neresnica in moralna izprijenost. Naj se v družbi obnovi zaupanje v institucije, ki skrbijo za skupno dobro, njihovo delo pa naj bo transparentno in odgovorno. Gospod, v teh nemirnih časih te prosimo za vse dežele, kjer potekajo vojne. Pošlji svojega duha vsem odgovornim, da bi se trudili vzpostaviti čim prejšen mir, prebivalce pa tolaži in jim vlivaj upanja in moči. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Nebeški Oče, polni hvaležnosti in globoke vere smo ti izrekli te prošnje,
prosimo te, da jih sprejmeš in uslišiš po Kristusu našemu Gospodu. Amen.